Zdravo, no tegale pa smo vsi že kdaj videli. In potem se vprašamo, kako je sploh nastala cirkularna referenca, če pa je bilo nekaj trenutkov nazaj še vse ok. Bo kaj narobe, če enostavno nadaljujem z delom? Ja, cirkularne reference so žal glavni povzročitelj nestabilnosti. Povečajo lahko regeneracijske čase sestavov, povzročijo nepredvidljivo obnašanje komponent in so v nekaterih primerih lahko tudi razlog za porušitev programa. Matevž, pokaži nam, kako in zakaj cirkularne reference nastanejo in na kakšen način jih lahko odpravimo. Lepo pozdravljeni, moje ime je Matevž Cestnik in dobrodošli v današnjem namigu meseca. Tema današnjega namiga bodo cirkularne reference. In sicer si bomo pogledali, kaj sploh cirkularne reference so, kako nastanejo in kako se cirkularnih referenc, če jih imamo na našem sestavu, znebimo. Preden pa začnemo, bi poudaril, da cirkularne reference nastanejo le znotraj oziroma na nivoju modeliranja sestava. To pomeni, če vi modelirate vaše kose tako, da se sklicujete na neke eksterne reference oziroma na reference iz nivoja sestava, do cirkularnih referenc lahko pride. Če pa boste modelirali posamezne kose znotraj samostojnega okna, torej da kos odprete v novem oknu, se sklicujete na zunanje reference, pa eksternih oziroma cirkularnih referenc ne boste nikoli imeli. Ok, pa da začnemo. Torej jaz imam tukaj nek primer sestava in če pogledamo na levi strani, imam tukaj en pokrov. Vidite, tale pokrov, če ga malo skrijemo, zadaj so nekako luknje za pričvrstitev tegale pokrova. Da bomo mi tale pokrov lahko pričvrstili, damo si ga pokazati, bomo izdelali na njem seveda luknje. Uporabil bom kar orodje Extrude in tukaj bom pobral, gledajte, obliko iz nivoja sestava. Torej tukaj delamo dejansko neke eksterne reference na naš kos. Torej klikamo tole geometrijo, ok. Dajmo pogledati, shading with edges, pa dajmo odvzem materiala v drugo smer, takole. Torej, izvrtine smo izdelali, seveda izvrtine se ujemajo z izvrtinami v ozadju na že obstoječih kosih in seveda, oziroma verjetno se sedaj vsi strinjamo, da je pozicija posameznih izvrtin na tem našem pokrovu odvisna od lege samega pokrova. Zakaj? Kajti izvrtine bodo zmeraj na tem mestu, če pa mi pokrov premaknemo, pa se bo pač pozicija izvrtine na našem pokrovu prav tako spremenila. Zakaj tole poudarjam, boste takoj videli. Torej, če sedaj pogledamo Regenerate, vse je v redu, nimamo nobene cirkularne reference. Ok, kako pa sedaj bi lahko prišlo teoretično do cirkularne reference? Torej, vi na primer dobite navodilo, da morate tale pokrov premakniti na tole desno stran. Ok, kaj bi naredili? Izbrali bi verjetno Edit Definition, vse te trenutne omejitve za pozicijo bi premaknili in bi spozicionirali vaš pokrov na drugem mestu. In najlažje je seveda, da izberemo mi sonaležne oziroma naležne izvrtine. Ampak pazite, se spomnite, prej smo rekli, da je dejansko pozicija izvrtine odvisna od lege komponente. Torej, ko bom jaz sedaj tole poklikal, kaj bomo dobili? Dobili bomo tole, o čem se pogovarjamo, torej cirkularno referenco. Zakaj smo dobili cirkularno referenco? Kajti, kot smo prej omenili, pozicija izvrtine je odvisna od lege komponente, lega komponente pa, kot smo sedaj videli, je odvisna od pozicije izvrtine. To je neka krožna zanka, ki se v našem primeru pojavlja in iz tega razloga nam javi tole opozorilo. Cirkularne reference so lahko velik problem v sestavih, lahko samo piše opozorilo, lahko podaljša regeneracijske čase, lahko vpliva na geometrijo komponent, boste sedaj videli, bom jaz tole malo še spremenil, da boste videli še dejansko druge stvari, ki lahko cirkularne reference povzročajo. In sicer cirkularna referenca še zmeraj, gledajte, če pritisnem sedaj Regenerate, se je spremenila geometrija, vidite, zelo nepredvidljivo obnašanje, spet geometrija se je spremenila, sedaj gradnik kar padejo, poglejmo tale Extrude 1, v našem primeru padejo, zakaj, kajti ne more več odvzemati materijala, lega je čisto neustrezna, torej lahko vidite oziroma si predstavljate, da cirkularna referenca v vašem sestavu lahko res
velik problem. Zamislite si, da bi imeli na tale pokrov še vezane kakšne druge komponente, kaj bi to pomenilo za vaš sestav. Torej, kot vidite, lega se pri vsaki regeneraciji spreminja in mi seveda tega ne želimo oziroma tole moramo obvezno odpraviti. Torej, na kak način odpravimo? Načinov za odpravljanje je verjetno več. Jaz vam pokazal tistega, ki se ga jaz poslužujem oziroma ki sem ga našel, da je meni najlažji, in sicer preden se odpravimo oziroma lotimo odpravljanja cirkularnih referenc, bi vam pokazal oziroma si bomo v stolpce dodali mi tukaj feature in pa feature ID. Zakaj? Kajti tako vedno, ko se pojavi cirkularna referenca v našem sestavu, nam v našem working direktoriju izdela tekstovni dokument, če pogledamo ga tukaj spodaj, CRC primer, torej isto kot je ime sestava in pa končnica CRC. Odprimo tale dokument z beležnico ali jaz imam tukaj Notepad++ in boste videli, imamo tukaj našo popisano cirkularno referenco. Torej, zakaj gre? Imam eno cirkularno referenco, torej samo eno krožno referenco, globina zanke je 3, torej v 3 korakih se nekako zanka tvori in sicer kako izgleda naša zanka. Jaz se vedno lotim tako, pogledam v kateri komponenti ali sestavu se začne. Torej, začne se v sestavu CRC primer, to je tale primer, iščemo komponento, to so tele na levi strani, z feature numberjem 9 in pa ID-jem 29. Torej 9 in pa 29 vidimo, govorimo o komponenti Gearshaft Cover Closed. Ok, pozicija tele komponente se nanaša oziroma je odvisna od ekstruda. Katerega ekstruda? Ekstruda v Gearshaft Cover Closed, torej ekstruda, ki ga najdemo nekje tukaj znotraj. ID je 1050, feature number je 8, ime pa je extrude 1. Torej, extrude 1, feature number 8, če preverimo ID, 1050. In tale pa je odvisen od lege komponente. Torej, vidimo našo zaključeno zanko, spet na 9,9 na isto komponento. Torej, pozicija komponente je odvisna od ekstruda, ekstrud pa je odvisen od pozicije komponente. In kako se jaz lotim odpravljanja cirkularne reference? Jaz zmeraj pogledam zadnji gradnik, ki sklene našo cirkularno referenco, torej preden se zanka zaključi. V našem primeru je sedaj tole extrude 1. Zdaj, tale je na 3 nivojih, zdaj bom še enega tukaj pokazal, gledajte, cirkularnega fajla, ki si ga ne želite, 105 cirkularnih zank, začne se z globino 3, potem pa tukaj spodaj imamo tudi globina 22, globina 14, vidite, 9, 6, 20. In sicer v vsakem primeru se lotim jaz osebno enako in sicer pogledam zadnji gradnik, ki mi tvori zanko, to je datum axis, v našem primeru bo tole extrude 1 in tale gradnik v našem primeru supresiram. Torej bomo ga začasno odstranili. Kot vidite, mi je padla pozicija komponente, bom izbral edit definition in bom pozicijo seveda popravil. Zakaj? Vidite, zdaj on išče, torej komponenta išče luknje. Dajmo vse tole pobrisati in bom jaz pozicioniral tole na soosno in pa direktno na leganje dveh površin. Torej smo spozicionirali, dajmo sedaj tisti extrude, ki smo ga prej supresirali, povrnimo in če pritisnem regenerate, vidimo, smo se cirkularne reference znebili, sestav je tak, kot mora biti. Zdaj za konec bi vam pokazal pa še en primer, ki ga pogosto vidimo pri strankah, kako cirkularna referenca nastane, torej spet ne, da bi vi tole delali, ampak da se boste zavedali, na kak način lahko cirkularno referenco po nesreči izdelate. In sicer tole vidimo tudi velikokrat, torej izdelamo nov kos z imenom rebro. Na začetku nismo pozorni in ga kar pozicioniramo prosto v prostor, ker nimamo seveda nobenih referenc. In sedaj bom jaz tole komponento aktiviral in si bom pobral eksterne reference in sicer bom kopiral dve površine v moj kos rebro. Ok, torej kot vidite, rebro dejansko pozicije nima, ampak je pozicija tele dveh površin odvisna od samega sestava, kajti smo zadevo pokopirali. Tole rebro bom jaz odprl v novem oknu in bom v tem rebru sedaj izdelal geometrijo. Dajmo zmodelirati en extrude tukaj, dajmo si mogoče centerline postaviti tukaj v centerline, tako, projecirajmo še tole
in pa pobrišimo, kaj ne želimo. To je tale del, ga ne želimo, in pa tegale dela tukaj. Dobro, 75 in pa vseeno. Torej rebro imam izdelano, dajmo še samo omejiti do tele zgornje površine in pa tukaj eno posnetje narediti. Dajmo posnetje D1 krat D2, takole, tole še malo premaknemo, vseeno, geometrija tukaj ni toliko važna. Torej jaz imam rebro izdelano, če se vrnem v sestav, rebro na pravilnem mestu, vse štima, če dam regenerate, vse v redu, nimam cirkularne reference. Kasneje pa nekdo odpre tale naš sestav in vidi, tale rebro pa sploh ni pozicionirano. Vidite, imamo bel kvadratek zraven. Pa dajmo ga spozicionirati, da ne bo prosto v prostoru. In kaj naredimo? Seveda izberemo najbolj logične reference. Tale spodnja površina na spodnjo površino od komponente. In pazite, dejansko pozicijo mi je prej že kopija definirala. In še isto naredimo za tole. Kaj smo dobili? Spet smo dobili cirkularno referenco. Zakaj? Dajmo si pogledati v naš primer. Torej, tudi rebro, pazite, kljub temu, da je popolnoma določeno, fully constrained, status še zmeraj piše, kot da ni pozicioniran, torej spet neko nepredvidljivo obnašanje, čudno obnašanje sestavo, ki ga povzroča cirkularne reference, kot smo že prej omenili. Dajmo pogledati sedaj cirkularno referenco, prejšnja je izginila, pojavila se sedaj druga in sicer ponovimo postopek, komponenta 106.1.1.7.0 se navezuje na feature extrude 1.955, torej 1.955, ki je vezan oziroma ki je odvisen od kopije 1.801, to je tale kopija, ki pa potem zaključi zanko. Torej pozicija komponente, vidimo, je nekako odvisna od kopije, kopija pa je dejansko potem pozicionirana spet nazaj na vrhnji sestav in s tem definira pozicijo same komponente. Kaj naredimo, smo rekli, supresiramo gradnik pred zadnji v naši vrsti, torej kopija. Jaz si ostale gradnike pustim, da mi ostanejo, jih suspendam. Vidimo, padla mi je pozicija samega rebra. Zakaj? Pač, ker nimam gradnikov. Bom zaenkrat pozicijo rebra samo fiksiral na mesto, kot je. Poglejmo, če bo že tole rešilo težavo, dam regenerate in vidimo, cirkularna referenca je odpravljena. Torej, to sta bila neka dva primera, kako cirkularne reference pogosto nastanejo. Jaz upam, da vam bo tale način z feature ID in pa potem supresiranjem pomagal, da boste tudi vi uspešno odpravili vaše cirkularne reference. Zdaj, cirkularne reference, kot ste videli, so lahko velik problem v vaši sestavi, tako da, če se pojavijo, dajte jih takoj odpraviti, ko je zadeva še sveža. Če pa naletite na sestav z veliko cirkularnimi referencami, kot pa smo ga videli tam, 105, pa vam želim veliko sreče in pa potrpljenja. Hvala za vaše poslušanje, lep dan še naprej in se vidimo na naslednjem namigu meseca. Hvala.